Gostje iz vseh koncev Slovenije in tudi Poljske so minuli vikend predstavili lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelavo lesa, polstenje volne, kovaštvo, ulivanje brona in obdelavo jantarja. Zanimanje je veliko, tako kot vedno. Zdajle na srečo, ko se ta COVID umika, da se lahko ta dogodek ponovil. Super, Tle na naši stojnici je pač naš lončarski center, prikazujemo izdelovanje posod na ta star železnodobni način. Nad odzivom obiskovalcev sem v bistvu zelo pozitivno presenečen, ker smo že imeli ob 3 zelo veliko skupino obiskovalcev in tudi potem ob 4 in ob 5. V bistvu mi je zelo všeč, da ljudje vedno bolj sprejemajo ta praznik Situl kot nekaj pomembnega, kot eden izmed viškov dogodkov v Novem mestu. Dogodek organizira Dolenjski muzej Novo mesto. Letos pa je prvič potekal na več lokacijah oziroma arheoloških najdiščih. V Kandiji, na Glavnem trgu, Marofu in Kapiteljski njivi. Želeli bi, da bi pravzaprav Novomeščani ozavestili ime Novo mesto, mesto Situl, zakaj imamo tako ime, in da bi pravzaprav s tem imenom tudi živeli našo tradicijo. Nad Situlami in njihovo zgodbo so navdušili predvsem otroke, ki to sedaj razlagajo tudi svojim staršem. Na prazniku Situl predstavljajo življenje, ki so ga tu živeli pred več kot 2000 leti. Ukvarjali so se s poljedelstvom, imeli so tipična preprosta oblačila iz lanenega materiala, niso poznali vseh živalskih vrst, recimo zanimivo niso poznali perutnine, ukvarjali so se potem in z lovom in z ribolovom. Tokrat so se povezali z gosti iz Poljske, ki so tudi predstavili rokodelske spretnosti. It's so interesting. I came here with great interest and I really do enjoy it. We have great weather, and I think that after COVID-19, we twice as much enjoy being able to be in touch and really touch those issues and be in contact with other people and not only online. 6. praznik Situl, festival železnodobnega življenja in kulinarike so sklenili z večernim predavanjem o železni dobi pod zvezdami v Dolenjskem muzeju.